Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja, v nebo vzeta Mati Božja. Poletje je čas, ko se najbolj posvečamo svojemu telesu. Že v pripravah na poletne mesece mnogi začnejo s pospešeno telovadbo, s posebnimi dietami in še s čim, zgolj zato, da bo njihovo telo v kopalkah primerno in lepo. Pa tudi poletni modni trendi, ki zaradi vročine zapovedujejo bolj razkrivanje kot pokrivanje, nas tako hočeš nočeš prisilijo v intenzivnejše ukvarjanje s telesom, vse od že omenjene telovadbe pa do solarjev in raznoraznih krem in kremic za lepšo polt. Pa da ne bom ostal le pri modi in lepoti, že samo zdravje ali zgolj uživanje v športu ljudi sili v plezanje, na trekking, na kolo, na rolarje, v bazene, v čolne, v morske globine in zemljepisne širine in daljine, skratka vse za telo. Seveda je v ozadju vsega tega, ali pa celo morda v ospredju, skrb za duha. Mens sana in corpore sano je eden od najbolj citiranih latinskih pregovorov. In sodobni človek, ki zelo rad išče vrline v poganskem, je omenjeni citat dobesedno iztrgal iz konteksta in si ga navezal na prapor, s katerim zdaj veselo maha na čelu raznoraznih parad. Popolni citat je orandum est ut sit mens sana in corpore sano, kar pomeni upajmo, da je v zdravem telesu tudi zdrav duh. Zveni precej drugače, kaj ne? Pa nikar ne misli, Sveta Marija, Mati Božja, da zgolj bentim in obiram kislo grozdje. Toliko me je, da sem prepričan, da se še z nebes lahko zapazi mojo zemeljsko širino in tako veš, da nisem kakšen strasten pristaš aktivnega športa. Zapažam le, da pretirano ukvarjanje zgolj s telesom kaj hitro pripelje do telesnosti, celo do mesenosti. Naše telo pa je vendarle, kot je zapisal sveti Pavel, tempelj Božjega duha. In tako se malo za šalo lahko pohvalim, da svojo kilažo svetemu duhu zidam kar lepo katedralo. Cerkev pa nam v svoji nezmotljivi modrosti sredi vročih poletnih dni, sredi velikega srpana ponuja velik svetek, veliki šmarn. Tvoje vnebovzetje, ljuba Sveta Mati Božja. Svetek, ki ima svoje korenine menda že v 5. stoletju, kot versko resnico pa ga je razglasil Pij XII leta 1950. Svetek, ki nam prav tako spregovori o telesu, ki je nosilo Božjega sina, o telesu, ki ni doživelo trohnenja, o telesu, ki je bilo vzeto v nebo. Kar mi govori in me nagovarja, da je tudi moje telo sveto in ustvarjeno za nebesa. Veliki šmaran je svetek, ki ga mnogi ne morejo sprejeti. Bog pa se ne meni ne za meje telesa, ne za meje razuma, a daleč od tega, da bi bil zato breztelesen ali brezumen. Zdravo telo še ni pogoj za zdravega duha. Zdrav duh oziroma sveti duh pa je pogoj za zdravo življenje, pa če mu domovanje ponujaš malo razrušeno kapelico ali pa veliko baziliko. Ljuba Sveta Mati Božja, obilo žegna ob spominu na tvoje zaspanje. Pomagaj nam, da ne bomo preveč zaspani, kar se telesa in duha tiče. Gregor.